Ljudje in ljudine, poslušate 207. epizodo 7. sezone podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, oslepljeni od besa, za odzeti denar, smo Mito Gegić, Servus, Igor Harp Yo. in Aljoša Harlamo. Tokrat znova brez gosta, oziroma gost je. Današnja epizoda je torej posvečena filmu Rebel Ridge, ki si ga lahko že vse od 6. septembra lani ogledate na Netflixu. Če še niste, hitro to storite zdaj, kajti minister za korupcijo in policijsko nasilje opozarja, epizoda lahko vsebuje kvarnike. Zato poslušate na lastno odgovornost in zdaj malo muzike. Rebel Ridge je skratka en film, ki je prišel na Netflix leta lani, proti koncu leta oziroma jeseni. Gre za akcijsko srhljivko oziroma kriminalko oziroma tudi dramo, mogoče bi še našli kakšno nalepko, ki bi lahko pripisali. Produciral, napisal, montiral in režiral jo je Jeremy Saulnier, ki je prej delal film Green Room. A si ti slučajno, Igor, gledal Green Room? Absolutno. A je v redu? Ja, odličen je. To je film, ki me čudi, da ga vidva niste gledala, ker igra Patrick Stewart, eno glavnih vlog. In sicer in tudi še en Star Trekovec, tale pokojni Čekov, ta mladi. On je v glavni vlogi. Čekov. On je pokojni, Ja, avto ga je povozil. Mislim, ta mlad, vem, iz Kelvin Timeline, nima veze. No, tam je zgodba o punk bandu, ki so res broke in grejo špilati na nek IFI festival, ki je v bistvu naci festival, na kar so priča umoru in se zaklenejo v Green Room. Od tot naslov filma, potem pa se naci spravijo na njih in te nacije vodi Patrick Stewart. V eni bolj diaboličnih vlog, toplo priporočam. Okay. Zanimivo, ker v tem filmu je pa James Cromwell, ki je tudi Star Trek alumni, ali kako se že reče temu, redni, Zefran Cochrane. No, fino, skratka, to je film, ki bi rekli, upodablja občutke, kakor se zdaj počutijo demokrati v Ameriki ta trenutek v zeleni sobi. Punk band se upre. Punk band se upre. To pa nisi povedal. To pa je velika razlika z demokrati. To pa res ni ameriško. To pa res ne. Skratka, drugač pa je režiral tudi 2 epizodi v 3. sezoni Pravega detektiva za tiste, ki vas rajcajo take anekdote. Aaron Pierre je Terry Richmond, ki je glavni junak tega filma. Njegov, bomo temu rekli, največji nasprotnik je pa Don Johnson, se pravi, za tiste, ki ste iz 90-ih, pa se ga mogoče spomnite še z kakšne vloge. 90-ih, 80-ih. Za tiste mlajše pa je to očka od one... Kaj sem zdaj pozabil, kak ime, Dakota Johnson. Dakota Johnson, ja. Recimo, da ljudje zanimajo, kdo je čega očka. Je vsem tem, da uspemo slediti vse te nepo babije in njihove očkote. Igor, zdaj si pa ti na vrsti, da nam seveda za tiste, ki slučajno niso gledali, pa vse na tole poslušajo, ali pa za tiste, ki so gledali že pred časom, obnoviš zgodbo. Skratka, kaj se dogaja v Rebel Ridgeu? Rebel Ridge se začne s tem, kak policijski avto zruši kolesarja. Pač to je naš glavni junak Terry Richmond, ki je pa ravno na poti, da bo svojemu bratrancu pripeljal denar za varščino. Policija mu vzame ta denar, zato ker sumijo, da denar prihaja iz sumljivih vzrokov in on ugotovi, da do tega denarja ne more nazaj priti in da ne more svojega bratranca spraviti iz kehe, na kar je pa to zelo nevarno, ker ga bi iz lokalne ječe premestili v
zapor, on je pa pričal proti enim gangsterom, ki so v tistem zaporu, tako da se mu slabo piše. Zdaj Terry se poskuša prijazno pogovoriti, malo manj prijazno, na več vse možne načine proba, da bi izvedel, kako lahko reši svojega bratranca. In šerif ga šikanira na celi črti, dokler ne pride do pač čist konflikta, kjer se pač še razkrije korupcija te policije, ki je zelo sistemske narave, in bomo o tem več kasneje. In na koncu pač Terry zmaga, ampak zmaga s tem, da ves čas deeskalira nasilje in tudi, ko mora priti do nasilja, se trudi, da je to čim manj škode povzroči za vse vpletene. To je en zelo tak čisto obratno kot Jason Statham. Okay. Jason Statham ima veliko jeze v sebi, tako da tisti jaz razumem. Zdaj, tale film mislim, da sta tudi spet, tako kot ponovadi zadnje čase, jaz to že ugotavljam, malo se bom začel pritoževati. Vedno vidva nekaj prej pogledata, potem moram še jaz sem to včeraj pogledal, ampak daj bomo... Če ti gledaš samo neka stara jajca od hororja, kdo... In Mito se je pravkar zaslužil, da prvi začne, da pove skratka svoj vtise v filmu. Mito, zakaj je bil a ti je bil všeč, zakaj ti je bil všeč Rebel Ridge? V bistvu mi je bil prijetno presenečenje, nisem imel visokih pričakovanj glede na običajne Netflixove eskapade pa filme, ki jih producira, ampak je pa presenetil me za neko določeno subverzivnostjo, ker se sicer promovira kot veliki neki akcijski spektakl, vse trailer je tako nastavljen, je pa bistveno bolj umirjena zadeva, nafilana z suspenzom, z legalističnimi obrati in zasuki, pa zelo inteligentno napisan, pa posnet. V bistvu je produkcija zelo fina zadeva, igra je izjemna in potem tudi tisto odmerjena akcija, ki pa je prisotna tlele noter, je zelo fajn narejena. Tako da v bistvu mi je bilo na skoraj vseh teh zadevah prav prijetno presenečenje. No? Igor, ti? Jaz sem tudi recenziral film za ekran in sem izredno navdušen. Večkrat sem ga pogledal celo, ker pač to, kar je tudi Mito že povedal, ene pravne stvari vnese noter, kot to, zakaj je v bistvu prišlo do celotne korupcije, ki je privedla do tega konflikta, ki so zelo življenjske, ampak jih ne naredi dolgočasne, da bi zdaj citiral neke akte in paragrafe, ampak naredi skrajno življenjsko. Ti si predstavljaš, zakaj ta šerif to dela, absolutno se ne strinjaš z njim, nisi nikoli na njegovi strani, ampak vidiš, kako on gleda na stvari, vidiš, zakaj je to mesto tak in vidiš, kako bo eno mesto skupaj stoplo tako, kot, ne vem, v enih starih časih, ko so pač šli zaradi nekih bizarnih razlogov zažigati čarovnice ali pa kaj takega, bojo tu take stvari počeli in pač kaže na eno to psihopatijo majhnih okolij. Psihopatija majhnih okolij. Okay. Kaj pa ti, Aljoša, ti si včeraj, kako si že komentiral na Letterboxdu, John Oliver v filmu? Ja, skoraj nekaj takega. Mislim, jaz moram priznati, da ravno zadnjič smo se nekje pogovarjali z nekimi našimi poslušalci, ki so poslušali prejšnjo epizodo o Silosu in smo se pač pogovarjali, zakaj recimo meni ni bil tako zelo všeč. In sem jaz pač rekel, da mogoče je tudi to zaradi nekih res visokih pričakovanj, ker ko pač vidva rečete, da je neki ful dobro, pač sem se zdaj že navadil, da ponovadi je res dobro, ne? Ok, sem mislil, da ni. Ne, zlova imam rad in imamo pač relativno podoben okus in tukaj pač potem se mi neka velika pričakovanja se ti nabijajo in potem gledaš in mogoče vse stvar ne ujame čisto vseh otenkov tega, kar bi ti hotel. Tukaj pa se mi zdi, da sem imel visoka pričakovanja in šel v film pač kot, unadva sta rekla, da to ni tipičen akcijski film, da to je nekaj posebnega in ko sem šel gledat, se mi je pač res delo, to je čisto res. A jaz pravkar gledam film, ki me ne skuša poneumiti,
ki je brihten, ki je dobro narejen, kjer je nasilje, dobra koreografija akcijskih prizorov in fajn narejeno, ampak junak ne pobija ljudi vse oprek. Hkrati se pa nekaj naučiš o ameriškem policijskem sistemu, skratka sistemu policije, o sistemu, njihovem pravnem sistemu. Ja, res je izgledalo kot 2-urna epizoda Johna Oliverja z nič manj kostumografije kot John Oliver. Tako da ja, meni je bil res všeč, ravno v tem to, kar sta oba vidva omenila. Jaz mislim, da najprej mi je bilo všeč tale inteligenca, ki se vidi tukaj noter od vsega v celem scenariju, kjer ti res preko dialogov prikažejo, kaj je problem, in vsi mi, ki nismo Američani, smo pač lahko res spet, tako kot sem jaz ponovadi pri epizodah Johna Olivera, kaj? To ne more biti res? Hecate me, policija kar tako lahko pride, pa mi pobere ves moj fucking cash, ki ga imam s sabo in reče, ti si drug dealer, sumimo, da si drug dealer, in potem tako, ko Una pove, ja, če bo šel na sodišče. Drug dealer, sorry. Kaj? Drug dealer. Ja, droge ti delajo. Glej, dobro, pri nas pač grejo droge. Zastavni drog. Ja, glej, kaj ne rečem, no, pač kulture je pa. Jaz sem Šiške, mi obešamo zastave. Sorry, oprosti, ko sem te prekinil. Ja, skratka, se mi zdi, da imaš nek tak feeling, da pač gledaš nek film, ki je res inteligentno narejen in ki je nekaj posebnega. No? Jaz sem pač pričakoval po tistem, ko se je začelo, zdaj ga bojo pa razjezli, zdaj bo pa to, in on bo šel, to se bomo v naslednjem moje vprašanje, on bo zdaj šel v gost in jih pač pobil tako kot John Rambo. Ne? Kaj ti pač, jaz sem marsikje bral ravno največ o tem, da je to neka, ne bom rekel, da ravno priredba, ampak recimo, da komentar, homaž, ali pa tudi recimo, da neka obratna slika Johna Ramba, ne? In se mi je zdelo pač z tega stališča izredno zanimivo. Ampak kako sem rekel, no, skratka, izredno inteligenten film z zelo, ki ti potrdi nekatera pričakovanja, ampak na zelo, mislim, na nek drugačen način. Ne moreš reči, da to ni akcijski film, ker v drugi tretjini se res dogaja veliko akcije, zanimive, dobre akcije, in tudi nekatere stvari so zelo tako pač to neki tropi akcijskega filma, ampak se mi zdi, da pa vseeno nekatere stvari naredi na povsem svoj način. Mogoče zdaj ta trenutek, Igor, ti si tudi v svoji recenziji pisal o tem, ne, skratka, kaj skratka zdaj tukaj rambovskega in kaj ni rambovskega, skratka, kje je ta film, zdaj ta osrednja podobnost je iz zgodbe razvidna, ampak kaj so pa recimo, bi ti rekel, neke glavne razlike med tem filmom pa Rambotom, s tem, da seveda najbrž, tako kot si v recenziji napisal, to seveda potegne za sabo tudi razlike v družbenem trenutku, v katerem sta oba filma nastala. Ja, in tukaj je še ena stvar, če pogledaš Vojsko proti policiji. Zato, ker Rambo, pač glavni junak je traumatiziran, ima posttraumatski pač to motnjo, ker je videl vse grozne stvari. In ko je on prišel iz vojske, ko ga vojska zavrže, je on pač čist na robu preživetja, in ko mu probajo škodovati, se odzove na to z svojim urjenjem. Tukaj imamo pa podoben primer, samo da ta vojak ni prišel traumatiziran iz vojske, ampak je prišel pripravljen na vse pač možne scenarije, in tudi ko njega traumatizirajo, ko pride v konflikt, isto preklopi na vojaško urjenje, ampak to vojaško urjenje je drugačno, to je urjenje iz deeskalacije. Do čemer pa policija je pa v obeh filmih grozna. Mislim, v Rambotu so grozni zato, ker so zaplankani, pa nočijo nekih dolgolasih brezdomcev. Tukaj so pa zaplankani, mislim, tukaj pa pač hoče črncem pobrati denar, zato, ker ga rabijo. Ampak to v bistvu zelo kaže na razliko v družbi in razliko tudi, koliko se je ameriška vojska spremenila, ne glede na pač grozote, ki so jih počeli v Iraku in vse to. Ali pa mogoče so se celo iz tega nekaj naučili, no, ne vem.
ali pa nam vsaj ta film hoče prikazati nekaj drugega. Ker če recimo primerjamo to z drugimi vojaškimi filmi, vem, eden večjih uspehov je bil nekaj časa že sicer tisti Eastwoodov o snajperju. Tisti dost bolj tipična zgodba, on je morilec, ki pobija ljudi in trpi zaradi tega in pol imaš prav tisto, gledajte, kako se morajo naši vojaki žrtvovati, da so celi rezervani, ker morajo pobijati naokrog po svetu. Tukaj pa nimamo človeka, ki bi sploh bil straumatiziran, zato ker se pač je na vojsko gledal na drugačen način. Ne? In potem tudi sam rezultat. Zdaj pri Rambotu gre samo, lahko eskalira, dokler v knjigi on umre na koncu, v filmu ga ta njegov bivši poveljnik reši, ne? In se nekako pogovorijo. Tukaj pa pač on na koncu dejansko zmaga in doseže, da prepriča podrejene šerifu, da stopijo v bran pravici, da ne zaupajo slepo avtoriteti. Okay. Ja, jaz sem hotel tle pač dodati, da seveda jaz mislim, da tukaj gre za dva različna tudi seveda vojaška profila, tako kot si rekel, ne? Rambo je bil v boju traumatiziran in ima pač ta njegova vojaška izkušnja seveda nekaj povsem drugega, kot če si ti inštruktor za borilne veščine ali kakorkoli že pač bomo to imenovali, kar je Terry Richmond iz tega filma, ker pač načeloma naj bi večina borilnih veščin šla k temu, da seveda ti s čim manj potezami in s čim manj energije onesposobiš nasprotnika. Vojak je pa pač tam v neki realni situaciji, kjer pač je načeloma zato, da pobija ljudi, ne da z njimi to je res. Parlamentarizira ali pa da jih onesposablja na nek način. Ne? No, čeprav, Lej, ubijanje je vrhunsko onesposabljanje, tako bomo rekli. Se mi zdi, da tukaj je ta razlika. Hkrati pa mislim, da tista, kar je pač meni tudi zelo pomembna razlika, je ta, da v Johnu Rambo ti še vedno lahko rečeš, to so, ne vem, slaba jabolka med policaji, ker pač oni na začetku, ki ga mučijo, pa tako so policaji, oni pa ne vejo, ne? Oni, ki grejo za njim v gost, mislim, on pobije ogromno nekih, bomo temu rekli, nedolžnih. Ne, v prvem filmu ne. V prvem filmu ubije enega človeka, pa še tistega pomotoma. Aha, res? Ja, zato ker helikopter zamahne. Ne? Aha, malo sem že pozabil, se vidi. No? Ja, Rambo jih samo malo potovče, kakšne nokca gre, ampak mislim, poštiha malo po udih. Štajerske smo, no. Pač ta nož je del te fame, ne? Baš prav. Ampak on, mislim, on se pač odzove v skladu s travmo, ne? Tukaj Terry Richmond nima nobene travme in tam, hotel sem reči, da policija tam pač lahko rečeš, a veš, večina tistih, ki mu sledijo v gost, seveda zve zgodbo, ki so jih prodali oni začetni policaji, ki so ga mučili in seveda ti ne bojo zdaj rekli, ustavili smo ga samo zato, ker ne vem kaj. Tukaj pa pač je ta občutek, da je cela policijska postaja približno ve, kaj se dogaja, sodeluje znotraj korupcije, ker se pač bori za preživetje in da je ta problem absolutno bolj sistemski ali pa mogoče prikazan bolj kot sipsetski. Ker mislim, da tukaj se na nobeni točki nihče ne pretvarja, tudi šef policije, načelnik, ki ga igra Don Johnson, se ne pretvarja, da ne bi vedel, da sta dva ga zbila z bicikla, da sta mu pobrala denar, da je vse to sicer legalno, ne, ker pač ameriški zakoni so, kakršni so, da pa pač ni to zdaj neka pravica, služenje skupnosti ali pa ne vem kaj. Ne. Prejšnji bi mogoče si celo to policaj lahko do neke mere rekel. Ne. On je pač, ljudje, ki so dolgolasi, so nevarni, to vsi vemo. Tako da tukaj se mi... Tukaj se mi zdi zelo zanimiva, ampak hkrati pa seveda jaz mislim, da kaže to, kar se je tudi kako se je policija spremenila v zadnjih pač 50 letih, kaj pa jaz vem, ne? Militarizacija policije, ne? Ki ima zdaj neverjetna orožja in pa ta pooblastila, ki jih ima policija, da, tako kot vidimo v tem filmu, da lahko zaseže denar na podlagi suma, da lahko kar ustavi nekoga brez nekega, rečemo temu, večjega suma, kot je to, da je temnopolt in da je na biciklu, za katerega pač rečejo, da nekdo je ukradel
nek bicikl. Ne? Ker mislim, jaz sem najprej mislil, da ga bodo stavili predvsem zaradi tega, ker posluša muziko med vožnjo z biciklom, ampak mislim, da očitno to v Ameriki ni, vsaj nikoli tega ne naslovijo, očitno to ni tak problem, kot to ni prepovedano kot v Sloveniji. Ja, meni, čakaj, vprašanje, ok, zdaj samo malo, da si ponotranjim. Ponotranji si. O Rambu smo se pogovarjali, če si hotel. Najprej bi rad mogoče ena čaja potegnil med njima. Ne? Mogoče kao v nekem gro planu je boj posameznika proti sistemu, ne? V obeh filmih. Ne? Ja. S tem, da zaključke potegne ta filma zelo drugačne. Ne? Rambo je eksplozija narodne travme, se premeni, v bistvu potlačene jeze po odsluženega razreda, rečemo tako. Ja. Medtem ko tukaj imaš pa zelo hladen pristop posameznika proti sistemu tudi, ampak na koncu se on se poveže z eno birokratkinjo na upravni enoti, ki mu pomaga in on z sodelovanjem tudi nekako pride potem skozi ta legalistični mišmaš, da potem prideta do prave pravice, je bistveno bolj Terry je bistveno bolj premišljen, hladen, skoraj da stoičen lik. Rambo je nasilen, ampak nasilen je zato, ker je potisnen v kot. Oba dva pa se resetirata, zopet ena načaj, oba dva se resetirata na vojaško urjenje, ki sta ga bila deležna. In oba gresta v naravo. Ta narava je meni v bistvu majhen del pri Rambo, je to velika kulisa neznanega oziroma, tako bom rekel, potlačenega v Ameriki zgodnjega Reaganovega režima. Tem, ko tukaj pa se mi zdi, da je bolj pomembna naprimer tale katakomba pod policijsko postajo, kjer se v bistvu skrivno sistemsko nasilje bolj izraža. To je ena stvar. Mislim pa, da Aljoša je še vprašal okrog družbe, to se mi pa zdi zelo pomembna zadeva, pa tudi ti, Igor, nisi se tega najbolj v ekranovi recenziji lotil. V Rambu imaš, se mi zdi, da logiko malega mesta, ki želi ohraniti svojo identiteto, kot neka Amerika iz 50-ih. To, kar je Reagan propagiral, vrnimo se nazaj. Če te lahko samo zmotim, to je pred Reaganom nastalo in knjiga in prvi film. Razumem, film je pač nastal leta 82 in se mi zdi simptomatično, tudi na repu novega Hollywooda, ki je v bistvu mogoče zadnji veliki mainstreamovski ameriški umetniški projekt, ki je imel razredno zavest v ospredju. In Rambo se mi zdi, da je del tega. Pač imaš malo Ameriko, belo Ameriko, ampak tudi ta pot niti ni toliko v ospredju, kot je v Rebel Ridgeu. In se mi zdi, da v bistvu tudi imata dve ločeni, bom se zdaj tako izrazil, levičarski kritiki ta filma. Rambo ima za moje pojme razredno kritiko pa narodnostno kritiko oziroma kritiko nacionalizma na nek način. Tale Rebel Ridge ima pa kritiko identitarnih politik, ki v bistvu Terry pade v določene presečne množice identitet, temnopolt, pa v bistvu izobražen, pa potem še nevaren za policijo, Hkrati sam tudi pade v past te iste identitetne politike, ko bistveno preveč zaupa temnopolti policistki, ki se potem izkažejo najprej za minus, pa za plus, kakorkoli. In se mi zdi, da ta dva filma lahko zelo dobro na ta način primerjaš. V Rambo se mi zdi bolj razredni problem, mi imamo tlele mir, nočemo imeti problemov vas, odsluženih razredov, ki ste nam sicer dobro služili, ampak mi, Američani, na ta način ravnamo z našimi vojaki, kakorkoli. Tlele je pa pač neoliberalizem v Rebel Ridgeu tako daleč pripeljal, da v bistvu policisti imajo že izgovore. V bistvu njemu šerif pove, zakaj je to tako daleč prišlo. Mi smo defundani, mi moramo v bistvu skrbeti za ne vem koliko tehle okrožij, policist lele zraven mene, ki vozi, je koliko lani 600 teh nekih poročil mogel izdati, smo pod pritiskom, smo podplačani, smo pod stresom, sicer to nič ne opravičuje njihovih dejanj, ampak tako je, niso tako enodimenzionalni, se malo pokaže, da v bistvu so tudi sami žrtve na nek način. Ne samo, da ne opravičuje, tudi povejo, da oni so defundani zaradi policijskega nasilja in da niso želeli, mesto ni želelo, in še posebej pa policija izvesti proper reforme, ampak so na ta način se izognili reforme, kar pa mislim, da je zelo pomenljivo za to, kako pač družba deluje. In to ni samo ameriški problem, ampak mislim, če lahko grem v eno čist drugo smer, recimo šolska prehrana. V šoli, ki jo obiskuje moja hčerka, so s koncem lanskega leta
izboljšali standarde, recimo koliko maščob, koliko mora biti zelenjave itd. Kuharjev niso izobrazili, ne? Niso jim dali budžeta za to, da kakovostnejšo hrano nabavljajo in zdaj posledično oni se trudijo delati neke zanimive jedi, ampak okus pa ni dober, ne? In otroci dejansko manj pojejo in potem pač na poti domov si eni kupujejo čips ali pa pridejo domov imeti še eno kosilo, če imajo to možnost, ali pa grejo domov in jejo pač Nutello. Končni rezultat je slabši, ne? Ampak to je glih to v redu, dobra ideja reforme, ampak končno pa je treba reformo izpeljati na celotni črti, ki ni samo to, da rečeš, bomo spremenili stvari. In to pač v tem filmu to zelo dobro prikaže, do kakih ekstremov lahko to pripelje. In pač mislim, da je pač v različnih kotih, sferah družbe rešujemo probleme na tak način, da jih ne rešujemo in upamo, da se bodo s časom sami. No. Je pa pač tudi ena neka zanimiva razlika med filmoma, tudi seveda v tem, da kljub temu, da zdaj Terry tukaj naleti na korupcijo, sistemsko korupcijo, da se zoperstavi nekemu sistemu, še vedno pa ni radikalen kot Rambo v tem smislu, da vidi, da preprosto ne more delovati s tem sistemom, ne? In še vedno potem naslednja policija, kaj se že state police ali kar na koncu, ko se pripeljejo k njim, skratka še vedno bojo to rešili, ne vem, dobri policaji oziroma sistem bo to nekako rešil, če boš ti našel dokaze, se pravi, če boš ti posnel to s kamero, dash kamero, ne vem, kako mi temu rečemo, pač kamero, ki jo imajo policaji na vozilu, posnel nasilje, imel nek dokaz, če boš ti prinesel skratka posnetke nekega policijskega nasilja, je še vedno neka vera, da se bo to recimo dalo spremeniti. Ne? Tudi on je v končni fazi, tako kot je mi to rekel, ne, če je John Rambo ne samo odrinjen, pozabljen, nek razred, ki so ga izkoristili, ko so ga rabili, zdaj ga pa je spet odvečen, je tukaj Terry Richmond vseeno del nekega sistema, ne? Seveda ne sistema policije, ampak sistema vojske, kjer on ni šel v boj, ampak je pošiljal, treniral druge ljudi za boj, da so šli. Ne? Skratka, je vseeno malo bolj, bomo temu rekli, liberalen pogled na družbo, ne? Ker še vedno sistem lahko ustavi slabe dele sistema. Še vedno je neka vera v to, da lahko tudi preko pravnih sredstev skupaj se pravi Ana Sofijo Robb, policistko pravnico, ne vem kaj, pač je tole Summer, nekako rešita nastalo situacijo, razkrijeta korupcijo in skratka... Ja, v bistvu je zelo afirmativen. Afirmativen, ja. Hvala, thanks. Do vseh teh izhodiščnih vlog, ne, da v bistvu policija zna biti dobra, ampak v defaultu kao ni, ne, zato ker so zakoni pa neoliberalizem nas pripeljali, bla bla. Pa vojska je v redu, dokler se pač jo napotisnemo v Evropo ali pa v kot, kakorkoli. Ne. Pravo je tudi ok, če le v bistvu kao pritisnemo na prave gumbe, da se zmigajo, pa najdeš potem enega posameznika, kar je v bistvu zelo ameriški odgovor. Ne? Zelo v bistvu ta sistem je korumpiran, ampak veš, mi imamo dobre ljudi, ki hodijo v cerkev, pa grejo v nedeljo kao na bejzbolkca, pa whatever, kao, ne? In ti so tisti ta prava Amerika. Ne? Kao. V Rambo tega ni, v Rambo je prava Amerika v mestu, ne? Ki ga potem Rambo razfuka, ne? Zato ker pač vsa ta travma, vsa ta zavrženost v bistvu eksplodira vsem v obraz, zato ker ne znajo se vsi zdol pa reče, da mu zrihta tle eno psihološko pomoč, preden začnemo štihati po udih. Tukaj pa ni, tukaj je v bistvu vse zelo premišljeno, hladno in se treba skozi sistem, skozi spraviti, da v bistvu potem pridemo na površje do prave rešitve, kar je, ne vem, I guess, posameznik, good system, bad, whatever. Ne? Ja, znotraj tega je pač Summer, njena zgodba Summer McBride, v bistvu zgodba tega filma. Ne? Ona je bivša džankica, ki se je potem, kako bi temu rekli, odkupila s tem, da zdaj dela na sodišču in dela dobro. Ne? Skratka, tako je sistem narejen. Ok, se padeš dol, ampak se pobereš. Ja, to je taka tipična ameriška zgodba o uspehu. Pač, ne? In tudi žal, pač naši kolegi Američani še vedno verjamejo, da se bodo iz Trumpa enkrat rešili v novo demokratično, znova imeli demokratične volitve in še imeli rešili sistem.
Ne vem, mogoče bo rabili Terija Richmonda, da pride deeskalirati, pa malo Elonu Musku tastaturo vzeti z rok, pa mu zlomiti roko ali pa kaj takega. Ne, ravno včeraj je imel nekdo na Blue Skyju, da zdaj res ne obstaja en upokojeni čebelar plešasti, ki je pripravljen sistem razfukati do konca. In Jason Statham je to, kar rabijo. Ja, absolutno. Ja. Oni so prek Terija Richmonda, oni rabijo Stathama. Ja, drugače pa moram reči, da pač mene je res film očaral s tem, kar smo že v začetku menili, s to akcijo, ki je izredno premišljena, izredno pametna. In ker pokaže pač točno to, kar jaz mislim, da bi seveda moralo kazati, da pač Terry Richmond, ki je gromozanski človek, ki je res tako, ko se on poleg Don Johnsona postavi, mislim, jaz bi lahko imel bazuko v rokah, pa bi me bilo po moje strah. Skratka, res je nekdo, ki lahko tako v tem nekem stilu Stevena Seagala in teh stoičnih moških, ki samo roke malo brnejo, pa te že razorožijo, pa ti polomijo komolce in tako naprej. Ta uporablja pač to neko, skratka, to neko stoično tehniko pretepanja, ne vem kako. Ja, jiu-jitsu, mislim, da. Ja, bolj ali manj stoji nepremično in pač polomi drugim roke in vse to. In se mi zdi, da je tako zelo zanimivo, ker je res, tudi v tem je seveda drugačen od Ramba, ali pa ne vem, od Die Hard, kjer seveda on pokolje polne botičnika, tudi za kolateralno škodo mu nekaj velik mar. Ne. Tukaj je pa pač nekdo, ki res se trudi ves čas jemati pištole od drugih, uporabljati nasilje za to, da pridrži oziroma razoroži oziroma nesposobi nasprotnika in to počne res učinkovito, ne. Ni to nekega mahanja, valjanja z ljudmi okrog, nekega prerivanja, ampak so samo 2-3 poteze in človek je na tleh, ne. Ja, zelo pozitiven portret ameriškega vojaka, čeprav je on ni služil, oziroma to oni se celo računajo, šerif računa na to, da se nisi služil, active duty, kako že reče. In tukaj je v bistvu zelo hud kontrast med Rambom in njemu. Rambo je eksplozija vseh potlačenih pizdarij, ki jih je dal skozi. Tale je pa kao profesionalc, vojak, ki ni tako kot v Jarheadu, ki sam šica vse poprek, ampak bo ubral svoje tarče, bo preračunal, ima celo te akronime preštudirano, kaj mora v bistvu narediti, tu se njegova potem inteligenca pride naprej, da pač kao, najprej bomo pacificirali, whatever, kao so že oni akronimi, pozobosten. Ampak ja. Obot. Tako, v bistvu je precej pohleven portret ameriškega vojaka, malo preveč, bom bil tako rekel. Ampak za ljubitelje akcijskega filma še vedno uspejo, enostavčnice so genialne. Mislim, že vmes, ko se pogovarjata prvič, ko mu razlaga te akronime, tiste super, pol pa ko ga pokliče, pa reče, da Ne. Tisto prav mi škoda, da so že v trailerju uporabili, ker je res dobra fora. Pa krati veš, pa vedno je neka logika pač v njegovem početju, ni nekih pač... On in tale pravnica sta izredno naivna vsake toliko. Ki jim čist verjameta, ko jim rečejo, pa tudi to pol, da on njo pusti, da bo zmogla tam, potem, ko se je tako zamerila sistemu, kako bi lahko ostala tam. Vse je jasno, da jo bojo šikanirali in to na najbolj. In še potem, ko jo zadrugirajo, ona gre v službo naslednji dan, itak, da je cel point tega bil, da bojo drug test dali. To se mi je zdelo kar... Ja, samo meni se pa zdelo, da pač ni imela izbira, veš, ona njo preseneti globina teh korupcij pa hakelcev, na katere se spotikata, pol pa morata naučiti, pa najti novo rešitev, ne? Pa novo cako. V bistvu so vsi precej inteligentni liki. Šerif točno ve, kaj mora početi, pa tudi oni hillbilly v ozadju imajo neke ideje, kako se v bistvu lotiti takšnega problema kot Terry. Tako da v bistvu meni nista bila naivna, sploh ne. Bila sta potisnjena v kot, brez nekih drugih rešitev. In to mi je v smislu zapleta pa narativa, kako je bilo to sestavljeno, zelo brihno. Suspense je gradil na ta način. Pa vedno mi je bilo popolnoma logično, da se bo, zakaj so se odzvali na ta način.
Ja, meni tudi mogoče edino v tistem primeru, da on pusti samo iti med požarom, gor iskati svoj urin. Tisti je mogoče bi lahko spremljal, ni bilo nobene potrebe, da se ločita, ampak načeloma je tudi meni bilo dokaj logično. Mislim, res ona ni imela izbire takrat, ker je preprosto. Jaz tudi sem takrat verjel, da je samo skušajo pač šikanirati na nek tak način, da je pokažejo samo neko, ne vem, kaj se ti lahko zgodi, mi lahko pridemo do tebe, lahko ti ne vem kaj, če boš tiho, bomo tudi mi tiho, zdaj imamo nekaj proti tebi, kakorkoli. Meni se je zdelo v bistvu bolj logično, da je oni ne bi poslali na drag tekst, zaradi tega, ker s tem, če ona izgubi vse, potem nima se za kaj boriti, ne? Ja, se bolj to zdelo. Tako da ja, tudi jaz mislim, da tukaj je bilo zelo. Glede tega se mi je zdelo precej inteligentno, pa res odlični dialogi. No? To neko, ko se ljudje z nekim birokratskim jezikom podjebavajo, to je res tista... Akcija. 21. stoletja. Ja, jaz mislim, da Britanci morajo blazno uživati v tem filmu. To je res tako en tak zelo british podjebavanje, da pač mu našteješ neke zakone in ne vem kaj. In tako. Res, moram reči, da zelo inteligenten scenarij in jaz, zdaj, ko si me Igor spomnil, da je ta Green Room, kateri film točno to je, bom ga po mojem tudi tega pogledal, no? Ker me res zanima tale ustvarjalc in mislim, da tukaj s tem filmom me je res nagovoril, da zna posneti dober film, zanimiv film, pa hkrati na različnih nivojih inovativen. No? Mene nekaj zanima, včeraj je na Discordu padla izjava, da je to antiteza Rambo, ne? Ja, mislim, vse to je mišljeno, to, kar smo se pogovarjali. Zdaj, Stephen King je rekel, da je to, kak že je Thinking Man's Rambo. Mislim, da je to se potem dostkrat vzelo za izhodišče, da se išče dost bolj tista nasprotja, kot pa vzporednice, pa da se dost bolj gleda na razlike v formi, kot pa na družbenem kontekstu. Drugače mislim, da se tudi Stephen King opravičil za to, ker meni se ta zdi tudi malo žaljiva do ustvarjalcev Ramba. Ne, sploh ni. Opravičil se je avtorju knjige First Blood. Ustvarjalcem filma. Mislim, tudi prvi Rambo, če že govorimo o tem, pa smo tukaj, pa še enkrat ga nismo nikoli obravnavali, oziroma ne vem, če smo tudi kaj dost o njem govorili. Tudi prvi Rambo, ko ti vidiš prvega Ramba, nikakor nimaš ideje, da bo iz tega nastala akcijska, filmska franšiza z nekim človekom, ki bo hodil okrog pa klal ljudi v džungli. Kajti prvi Rambo je zame socialna drama najprej, potem akcijski film in vse to, kar smo danes govorili o njem, je Rambo ima enih polno takih pomenov, ki jih mogoče nekdo ob nekem prvem pogledu, tako kot tukaj, jaz mislim, da pri Rebel Ridgeu nekdo, ki ne bo razmišljal o ne vem, kaj to pove v družbi, pa to, ki bo samo površinsko gledal film kot neko akcijado, mogoče ne bo razumel tega, ampak absolutno imata tako Rebel Ridge kot Rambo v sebi ogromno nekih, kar smo danes govorili, socioloških, psiholoških in drugih pomenov, tako da zame tudi Rambo je eden, kar se tega tiče, najbolj inteligentnih in zanimivih filmov in pa znotraj tega tudi seveda akcijskih Tudi Rocky je prvi vrsti socialna drama ena. Tako, enka, ja. Mislim, tam imaš še ene scene med Rockyjem pa tem njegovim trenerjem, ki so v bistvu zelo hude in tak na čustveni ravni in na pač eni družbeni ravni, kaj družba pričakuje od enega človeka, ki se odloča ukvarjati z boksom, pa mu ni čist ratalo. In potem še tisti romantični elementi, ki so pa tam briljant, ko jo on pelje na zmenek na Božič drsati, pa sta edina dva tam, pa jo dejansko sili, da gre z njim. In imaš ene take zelo weird zadeve, ki jih redko kdaj vidiš v filmih, kjer je dosti bolj nekako stereotipizirane te odnosi. Dobro, Igor, videti zadeve je en drug podcast, ampak... Za primerjavo bi jaz dal eno weird zadevo noter, ker sem ga pa glih 3 dni nazaj pogledal, je pa iz serije Jack Ryan, Clear and Present Danger, z Harrison Fordom, kjer je Jack Ryan upoklican zopet nazaj na CIA, da nadomesti
izvršilnega direktorja, ki je v bolnici, James Earl Jones, in zapade v krog koruptivnih politikov, ki skušajo rešiti kartele v Kolumbiji, če se ne motim. Pol pa pride tudi v gozdu in džungli. V akcijo noter pade, pa se skuša proti sistemu boriti, ne, tudi sistemska kritika ameriškega korumpiranega razreda. Ne. Evo, Rambo z očali, I guess. če ni že bilo Stephen Kingova dovolj žaljiva. To je bolj nerd Rambo for nerds. Ja, Rambo for the Doge team. Meni je bilo zanimivo, da v bistvu veš, antiteza je diametralno nasprotje, ne? To je pomen te besede, ne? Antiteza. Ne? In pač včeraj, ko si ti napisal, preberi si mojo recenzijo, pa sem bil, sem dvakrat, pa ne najdem tega not, pa tudi Tonka je napisal, čisto ok, ne? Zakaj se mu zdi, da v bistvu je drugačno drama in seveda, da je drugačno, ampak v osnovi, ne? Meni v osnovi je to posameznik proti sistemu, ki ne najde mesta za njega noter, ne? Ga v bistvu skuša zamejiti, skuša onemogočiti. Tako pride sicer do različnega odgovora na to, kako v bistvu ta sistem prelisičiti ali pa ukrotiti, kakorkoli. Ni pa niti približno meni to antiteza. Samo 2 filma v različnih točkah ameriške družbe. Pokaže, kako se je družba spremenila bolj kot... Vsekakor, oba dva imata zelo ok lakmusov test za trenutno ali pa prejšnjo ameriško družbo. Tako da antiteza ne, teza ja. Zdaj si rekel prejšnjo ameriško družbo, ker zdaj pa je njihov defining film The Road že skoraj. No, tako daleč ne je še šel, dajmo še malo Civil War čas, dajmo še malo čas, da se ta neo-faši malo razlije. Ja, naj postane pravi fašist, mislim, da ne bo samo proto, neo, karkoli. Dajmo tempirati tele F-worde. Ne, absolutno zdaj pač res se moram popraviti za nazaj, ker sem pred katerim filmu že, zadnjič pri Carry Onu me Igor skregal na Letterboxdu, ker sem napisal, da je to najboljši Netflixov film do zdaj. Kljub temu, da mi ni bil tako zelo všeč, da mi sploh ni bil kaj dosti všeč. No. Vračam nazaj, da to, kar Rebel Ridge je absolutno do zdaj, spet Igor do zdaj, a razumeš, kaj pomeni? Vse to, kar sem jaz videl, ne to do zdaj, jaz ne vem, vsega nisem videl, kar so naredili, ampak po mojem najboljši Netflixov film in eden redkih, ki mi je res uspel in vsem tistim, ki so se pač na Discordu bali, da bomo delali Rebel Moon. Pač vseeno mora film vsaj neki, mislim, ne moramo 2 uri govoriti samo o žitu in pšenici in ne vem, kam bojo dali in kako lahko en planet, ene par ljudi za celo ladjo, ni važno, skratka. Tudi to me moram priznati, da začudilo, ker sem se že malo odvadil od Netflixa pričakovati zadnja leta, da bodo še polnili niše in da bojo še delali take inovativne filme, ker vse kaže pač na to, da zdaj res grejo samo v tistem, kar naj bi nagovarjalo najširše množice, kar bo res na neki bazični ravni in moram res reči, da me zanima, s čim. Mislim, ali so to, Igor, ti veš, ali so to odkupili Netflix? Ali oni so imeli deal z tem režiserjem, da naredi film za njih tako, kot ga sam hoče narediti in mu je ratalo. Bi pa rekel, da če po Netflixu iščete nekaj dobrega, pa da je tudi tak posameznik proti sistemu iz 2017, I don't feel at home in this world anymore, je ful dober film in ful zabaven, za razliko od tega ogromnega naslova. Pa Melanie Linsky pa Elijah Wood sta v glavnih vlogah. Jaz mislim, da boš rekel, da prihaja Wednesday 2 počasi. Ampak so pa prišli vsaj do tega, da jim občasno rata narediti ok film, ki ni čist za nič. Recimo tale deloma tudi v Ljubljani posnet Back in Action z Cameron Diaz pa Jamie Foxxom je čist ok. Glej, pač 2 bivša vohuna, ki sta zdaj imata familijo in sta back in action in je fun. Ampak a je to, mislim, a nisem tako, da je Ljubljana samo tisto na začetku? Da ja, Ljubljana je na začetku. Nič ni posneto dejansko v Ljubljani.
Ne, so ene scene v Ljubljani in v okolici posnete, ampak zelo malo. Ker v bistvu je tukaj tista prva scena, preden se upokojita. Greta na letalo, ki se pol zruši nad Alpami in potem ona dva preživita in fejkata svojo smrt. Okay. Ja. To pač ljudje počnejo. Ljubljana je dobro. Za turistično zvezo Slovenije je vsaka reklama dobra, tako da. Še kaj o Rebel Ridgeu, še bi kdo kaj takega pripomnil, drugač mislim, da smo res zdaj pa Meni je v bistvu prav komparativistično zopet z Rambom je zelo zanimiva produkcija. No? Rambo, pa moram reči, da ga že nekaj časa nisem pogledal, no? Mi deluje bistveno bolj kinetičen po kameri, po fotografiji, ne? In to ga imamo v spominu, no? Predvsem. Pa glasba je bistveno bolj napumpana. Tle, v bistvu, tale film je pa malo tišija. Ne? Tudi kamera pa produkcija sta v bistvu umerjeni. Kamera ni nikoli na ramo posajena, pa da ima ta neki shaky can vibe. V bistvu je vse, kot da bi... Se mi zdi, da v bistvu se ful približa glavnemu liku, ki je ta stoičen, premišljen, hladen vojak, ne, da se kamera oziroma mi kot gledalci tudi z njemu premikamo na ta zelo umirjen, premišljen način. Ne. In se mi zdi, da je velik plus je tole za akcijski film, ki se po večini zdaj od 20 oziroma odborna naprej obnaša hektično in zmedeno, ne, v smislu kamere, da sem jasna. Ne. In to zdaj, včeraj, ko sem ga drugič pogledal, sem še mu dal eno plus točko više, da so res lahko našli en izraz, ki je primeren za zgodbo, ki je primeren za like, pa za dialoge, tako da je v bistvu zelo celosten paket tukaj. Ana. To bi rad res počrtal tukaj, da če vas že zgodba ne potegne, pa primerjave z Rambom, dajte še tole pogledati, pa mogoče primerjati na te ravni. Meni se je zdelo zelo zanimivo razmišljati na ta način. No? Super. Ja, jaz sem pa hotel še reči, da tudi iz igralskega stališča, jaz mislim, da kar dobra zasedba. Jaz Aarona Piera do zdaj nisem gledal tega Old od Shyamalana, pa nisem nikoli gledal Kryptona serije, kjer je on zdaj, če se ne motim, je izbran za novo zeleno svetilko, ne? Ja, enega od dveh. Enega od dveh, ja. Zelenih svetilk. Pa Mufasa je, če niste gledali še Levega kralja, ga lahko preskočite še naprej. Ja, Mufasa je, moram pa reči, da ima obrvi zlobca. Tako da ne vem, zakaj mu še noben. Meni pa v bistvu je tako instant nek akcijski lik z temi prodirljivimi modrimi očmi. In goro mišic. Goro mišic, pa na temni polti je to v bistvu izjemno portretje, tako nekega, tako prav striking, no, ne vem, nimam boljše besede. Pa lep je. Meni je lep. Ja. Drugače, Anno Sofijo Robb sta prepoznale? Čakaj, ona je bila pa kje že, no? V Charlie and the Chocolate Factory je bila ta annoying bogatašica. Ali je pa bila gimnastičarka, ena od teh dveh? V kjeri zdaj? A ja, v Depovi. Tim Burton, ja. Ja, ne, to pa se nisem. Ja. Ne, jaz sem več čas tuhtel, da jo od nekod poznam, pa nisem. No. Dona Johnsona sem pa takoj prepoznal, moram. Ja, pa on je tale, ki je potem Srpiko, ali kak je že, no tale good cop, ki ga na koncu v nogo strelijo, je pa iz The Office, če je kdo prepoznal. Ja, ta mož od Pam, tako. Ki se ločita potem v drugi sezoni. Tisti, za katerega smo vsi navijali, da naj se že ločita, no? Ja, tako da bogi revež, z njim čisto sočustvujem, da je prišel delati za skorumpirano policijo. Mislim, da kaj dosti drugega ni ostalo v lifeu. No. Ko zgubiš Pam, si izgubil vse. Dobro. Ja, zdaj nekih vprašanj nam niste dali, nekaj smo že omenjali o tej antitezi Ramba, to smo malo nagovorili, tako da vprašanj tokrat ni bilo, samo pohvale. Tudi ravno medtem, ko smo snemali, je Erik Stojko napisal, da je tudi on pogledal film na letalu, na neki poti, če sem prav videl z nizkimi pričakovanji in da je bil popolnoma navdušen, da je zelo dober film in odličen igralec. Ja, jaz bi še rekel, da je vprašanje, zakaj delamo Rebel Moon, smo pogledali in ni vredno zgubljati besed o tem. Jaz sem celo pogledal extended version in mislim, zelo dolgo traja, da to pogleda človek, pa nima nekega smisla. Ne, res ne, kar bi ti lahko kdo napovedal.
Igor, you do you. Igor, ti si tudi seveda tradicionalno prvi na vrsti, da poveš, kaj si v zadnjem času pogledal, prebral, poslušal in špilal kitaro. Sure. Ker delamo to na Zoomu, odzad imaš neko notno črtovje. Zdaj vem, da je to od ščerke, smisel, če se kaj učiš. Ne, to je za flaute. Torej, pogledal sem dokumentarec z igranimi elementi, ali kako se temu reče, 4 hčerke, tunizijski film, ki bo enkrat zdaj zelo kmalu na TV Slovenija, ker sem sodeloval v oddaji Televizorka, sem bil gost. In to ful priporočam in povem lahko takoj vnaprej, da boste traumatizirani, če boste to gledali, ker je fucked up. Je pa zgodba o eni materi in njenih 4 hčerkah, pri čemer takoj na začetku zvemo, da 2 so vzeli volkovi, odnesli volkovi, ali kako temu rečejo. In potem, ko režiserka pripoveduje zgodbo, o njih ima 2 igralki, ki igrata te 2 hčeri, ki sta izginili. Ta mlajši 2 hčerki igrata sami sebe, ko uprizarjajo te prizore. In potem imajo še eno igralko, ki igra mati za tisto, kar je preveč traumatično. In pa še imajo enega igralca, ki igra vse moške, ki na eni točki reče, da to njemu ni cool in gre proč, ker je toliko disturbing. Stvar pa je v tem, da poleg pač čist zjebane družbe, ki je bila tunizijska pač pred revolucijo, so bile stvari grozne, bolj pa so postale ful slabše, ker je islamska država udrla not in siliti začela ženske, da se je treba zakrivati, da je treba pač se pridružiti revoluciji in tak dalje. In to zelo dobro prikaže, kaj je to prineslo tukaj in zelo dobro prikaže tudi, kako se da iz tega ven priti in kar me je ful presenetilo je, da je rešitev za to bila javna televizija, ampak ja. Poglejte film, ampak se pripravite na to, da boste potem še nekaj cajta malo sedeli. And now for something completely different, kaj je glih Valentinovo pogledal. Na Sky Showtime sem našel serijo Foodie Love oziroma Ljubezen za sladokusce, ki je bila v originalno HBO-jeva, pa so jo oni prodali. In je ful lušna zadeva o 2 v Barceloni, ki se v prvi epizodi greta na kavo, pač nek zmenek prvi in se spoznavate, in drugi greta na koktejle in pač vsaka polurna epizoda je nek drug zmenek, pa zelo lušno narejeno, zelo prikupno, zelo zabavno in zelo romantično, tako da je Valentine's Day. No, potem pa sem prebral eno ful vredu knjigo, Plain Bad Heroines, od Emily M. Danforth. Ona je tudi napisala Miseducation of Cameron neki, ki je bil film posnet potem z Elliotom Pageom. Tisto je bilo o gay conversion, tole pa ni, tu pa so vsi liki gay na polno. Torej, hetero conversion. Je pa zelo kompleksno narejeno in meni je bilo ful zabavno. Bral sem na Goodreadsih, da en kup bralcem je bilo to pač annoying. Narativa sta, ki se dogajata 1902 in 2017 ali nekaj takega. 1902 snemajo vse v eni šoli, pride za dekleta, pride do neke nesreče, pol nekaki so ene spuki stvari dogajajo in potem je fokus na ravnateljci in njeni ljubici. Potem pa je v sedanjosti, kjer pa snemajo film o tem, je pa o igralkah, ki igrajo in punci, ki je napisala knjigo o tem in potem spet grejo na tisto lokacijo, ki je haunted in se weird stvari dogajajo. Meni je bilo res vredno napisano, tudi so ena nagovarjanja bralca cel cajt in skakanje sementja, mislim res zabavno branje. Malo je horor, mislim, je kar nekaj horora, no? Ampak zelo vredno zgrajena zgodba, priporočam. In ja, plata še Live from Kino Šiška, Koala Voice, to je prišlo na
Spotify in Apple Music in meni je v redu, škoda, nisem bil na koncertu, samo je bil full hitro razprodan. Tako da zdaj pa vseeno lahko poslušam. Okay. No, naslednjič prej v vrsto, Igor. Mito, si ti uspel slučajno kaj pogledati ali pa... Jaz trenutno gledam, mislim, da sem že skoraj na koncu prve sezone Everybody Hates Chris. To je humoristična serija od Chris Rocka, vsaj on je glavni producer pa narator. To sem že nekaj let nazaj gledal, ampak ne pa do konca pogledal, tako da ga imam zdaj za sprot malo mes med mojimi peripetijami v življenju, ker so kratke epizode, 20-minutne. Mi je pa všeč, ker je v bistvu to en žanr ameriške humoristične serije, ki ga več ni in ga malo pogrešam, in to je serija, ki ima v ospredju delavsko družino. To je Malcolm in the Middle in pa tudi ta Chrisova družina. So temnopolti, ki živijo v Brooklynu in skušajo pač preživeti, ampak ta vse zavito v velik humor, z ospredjem. V ospredju pa je ta mlad protagonist Chris, ki hodi na šolo v italijanskem distriktu oziroma Becirku. Tako da bo zelo zabavna zadeva, odličen humor je, ima tudi ta, kako ne rečem, folk, ki ima rad Family Guy, ki ima te humoristične flashbacke ali pa nekaj odvode in potem nazaj. Tako da v bistvu zelo fino narejena zadeva. Kje pa se jo najde? Žal jo gledam bolj tako na Daily Motionu, tako ni uradno, žal ni uradno dostopna. No? Potem pa pogledal sem pa 2 Jack Ryanova filma, enega sem že omenil, Clear and Present Danger in pa Patriotske igre. In moram reči, da je zanimiv, koliko resnosti je noter pa občutka za to, kako Ryan oziroma Harrison Ford dojema dogajanje okrog sebe, ker ni neka grozna obsodba ameriških dejanj, kar je, ker to je v podstati filma, ampak je tudi lik Ryana, je v bistvu precej občutljiv, predvsem v Clear and Present Danger, da se v bistvu kar pobije nekoga, ne? Ali pa da, kljub temu, da je, ne vem, v Patriotskih igrah Sean Bean odgovoren za nesrečo njegove družine, ne? Se v bistvu mu upira maščevanje, ne? Kao neka ta hladna ameriška stanca tukaj prisotna, seveda pa literarno dobro deluje, zato ker je Sean Bean član ultra nasilne IRA celice, želi pa maščevati svojega brata in je pač tukaj ta kontrast, konflikt v ospredju. Hkrati pa film potrjuje to, kar Američani vedno dobro delajo, ne? Da v bistvu podpiramo režime, ki tlačijo dol in rojevajo teroriste, ki jih potem na vsak način ne bomo skušali razumeti, zakaj so taki jezni do nas. Tako da, zdaj pa fino narejena zadeva. No? To sem zdaj po 20 letih po mojem pogledal zopet. In priporočam. Ja, jaz sem to imel, ko je tisti Chris Pine, Jack Ryan film prišel ven. Sem pogledal jih za nazaj in najbolj mi je v glavi ostal tisti, ki sem ga takrat prvič videl, Sum of All Fears, ko Ben Affleck igra. Tisti je pa slabo. Tisti je pa res ful slabši od ostalih, pa tudi dobro, ta s Chrisom Pineom tudi ni bog ve kaj, ampak oni z Affleckom, tisti je pa Ja, se mi zdi, da mislim, da tale Hladna vojna, torej Lov na Rdeči oktober, pa ta dva s Harrison Fordom, ne vem, če še en, pozabil sem. Ne, mislim, da sta 2. Ja, to so vsi trije, so mi izjemni filmi. Mislim, da jim ustreza ravno ta čas Hladne vojne ali pa ravno po padcu Berlinskega zida, no, nekaj tazga. So pa vsi zelo, torej imaš IRA, pa Karteli, pa ta Hladna vojna. Mislim, da ful dobro umeščeni liki pa konteksti, tako da zelo fajn. Ja. Ja, drugače to zdaj v neki sodobnem času, če pozavimo zdaj Sherlocka Holmesa, Dracula in tako, eden teh likov, ki ga je igralo največ igralcev, ne, takoj za Bondom. Je Baldwin ga je igral v Hunt of the Red October, ne pa Paul Harrison Ford, pa Ben Affleck, ki smo ga omenili, pa Chris Pine, zdaj pa serija z Johnom Krasinskim, ki jo imate pa menda na Primu, ki sem je že večkrat rekel, in v kateri bi rad pogledal. Taka tiha franšiza je v bistvu, veš, ki se ne ponaša s tem, da Jack Ryan franchise ali pa neki, pa veš, taka tiha franšiza. Pa v Krasinskem je v eni epizodi igrala Katarina Čas. No. Slejko prej ga bom po mojem, enkrat bo prišel na vrsto, da ga pogledam, še posebej pa zato, ker
Zadnje čase so res vohunske serije spet zelo oziroma vohunski filmi, vohunska zgodba, ker skoraj vsak mesec dobimo kakšno serijo film, tako da mogoče bo treba tudi kaj z vidika z tega spet pogledati. Mito, to je bilo to? Yes. Okay. Hvala za posluh. Jaz sem zdaj še nekaj pogledal v zadnjih dneh, še nekaj grozljivk, ki... Ne verjamem. Ne, ki mi manjkajo, namreč proti koncu leta sem ošvrknil Rotten Tomatoes in ugotovil, da mislim, da so mi takrat manjkale 3 grozljivke, da bi pogledal prvih 50 grozljivk na Rotten Tomatoes, potem pa sem se sredi januarja vrnil na Rotten Tomatoes in gotovo, da je tako, tik pred koncem leta je na lestvico prišlo tako 20 nekih novih filmov med prvih 50 in sem bil mal tečen in zdaj skušam to vseeno malo nadoknaditi, čeprav glede na to, kar sem videl prejšnji vikend, najbrž ne bom vsega tega gledal, ker ne razumem, kako je to prišlo med prvih 50 in zrinilo recimo nekatere grozljivke, ki sem jih gledal, zrinilo po 50. mestu. Med temi, ki sem jih pogledal, sta pa še kolikor toliko zanimivi, recimo Getaway, kjer imamo nekašno parodijo Midsommarja, kjer neki, mislim, da je britanska, niso Američani, Britanci se ni važno več, ena družina pride na en švedski otok, kjer praznujejo neke Hunger Games, bolj ali manj, oziroma pač neki spominjajo se lakote, v katero so se neki kanibalizirali v preteklosti in skratka počeli ne vem kaj vse in oni pridejo ta festival pogledati, ampak potem se zgodi en preobrat, ki ga ne bi tukaj pač kvaril, skratka, taka zanimiva, no, črna komedija, / grozljivka, pač zanimiva reč, pa druga stvar tudi nekaj podobnega, Here for Blood, mi je pa padel v oči zato, ker je zdaj nedolgo tega prišla ena grozljivka, kjer mislim, da je Blood Match ali nekaj takega, naslov se ni važno, to, ampak skratka prišla neka grozljivka, kjer ugrabijo, čeprav razumem, neko rokoborsko ekipo in jih kot nek Space Jam spravijo nekam na neke igre, kjer se borijo proti pošastim in ne vem kaj vse. Tukaj imamo pa Here for Blood, pa je skratka nek rokoborec, ki mu punca pač pove, da bi se ona učila in če jo lahko on nadomesti za varoško ene deklice, da bi vseeno dobila ona cash pač za čuvanje nje in on pač pristane in na koncu se izkaže, da to deklico želi ugrabiti nek kult in jo žrtvovati nekim bogovom in ne vem kaj. Če ne pričakujete preveč od tega filma, niti inovativnosti, niti ne vem kaj, malo humorja pa je noter. No. So kakšne stvari, ki so se meni zdele čisto ok, no, tisto prepiranje, da jih bo on zdaj vse pač premlatil, pa une punce nočejo, da jih tako grdo mlati v boge te kultne že ali kakorkoli že. Kratka, pač mal je zabavno, no definitivno boljše od drugih 2-3, ki sem jih pogledal prejšnji vikend. Drugač pa sem v zadnjem času prebral 2 knjigi, ki bi jo zelo priporočil, 2 teoretični za tiste, ki vas grozljivke zanimajo malo bolj stališča teorije, in sicer Roberta Spadonija, Uncanny Bodies, The Coming of Sound Film and the Origins of the Horror Genre, in iz 2007, pa potem Scott Poola, Wasteland, The Great War and the Origins of Modern Horror. Skratka, oba se ukvarjata prvi celo z nemimi filmi, drugi pa že ravno z zvočnimi filmi, s prvimi pravzaprav zvočnimi, pa tudi nemimi filmi. In zanimivo, mislim, da sta glih fajn par, ker prva je bolj usmerjena na tehnologijo, kako se je to začelo, pravzaprav odlično piše šok prvih gledalcev Drakule, ker jaz sem pred kratkim pogledal Drakulo iz 31 in pač z današnjega stališča deluje bolj ali manj smešna, ampak seveda stališča tega, da se je ravno zamenjala tehnologija, pri katerem se je veliko gledalcev pritoževalo, ker ta zvok jim je malo kvaril doživljanje, zato ker je ponavadi, ker so postavili te zvočnike, ali so imeli za platnom, oziroma v prvih projekcijah zadaj, je seveda zvok prihajal od zadaj, ljudje so bili zmedeni, ki niso bili vajeni tega filma, seveda ni bilo sound surrounda, in v bistvu so prvič doživljali figure na platnu kot nečloveške, zato ker je zvok prihajal od nekod drugod in ni zvenel, kot da prihaja iz telesa. In jim je to totalno potujilo telo in v bistvu odlično piše, skratka, kakšen učinek je
to imelo in skratka opisuje tudi prve reakcije ljudi, lahko preberete pač iz časopisov, kritikov, ki so se skušali pač se spopasti s to novo tehnologijo, z novim načinom gledanja filmov do takrat. Zanimivo. In pa enako Wasteland. Ja, Wasteland pa pripoveduje pravzaprav o tem, kakšen vpliv je imela prva svetovna vojna na grozljivko, kako v bistvu je takrat truplo postalo nekaj najbolj grozljivega, zato ker so pač ljudje, seveda vojaki pripovedovali o poljanah polnih trupel, zato ker se je smrt popolnoma skratka zgubila nek pomen, prej je vsaka smrt bila, skratka je bil pogreb, si žaloval in to, zdaj pa je bilo toliko smrti, ljudje so zakapali v množične grobove in tako naprej. In kako je to šokiralo ljudi, da so skratka trupla, kot vemo, Nosferatu je seveda hodeče truplo, zombiji so hodeča trupla, skratka, kako je to postalo nekaj tako zelo grozljivega, da je ljudi skratka še dodatno traumiralo za to vojno izkušnjo. In skratka, obe knjigi sta skupaj res fina stvar za prebrati za tiste, ki vas zanimajo recimo prve grozljivke. Nice. Ok. Veliko sem povedal. Igor, ko si omenjal filme, ki niso za pogledati Companion v kinu. Zadeva ima prek 90 na Rotten Tomatoes, ampak očitno so reviewali ljudje, ki še niso videli filma nobenega in tudi od filmov ne pričakujejo interne logike in koherence in ne vem, bi samo radi gledali tole Sophie Thatcher, kar nje pa je dost filmov, pa je dost ok. V glavnem res slab film. Tako da ja. Ja, jaz še ga nisem šel. Potem, ko si ti, kar si napisal, se mi je zdelo, da mogoče se mi ne mudi tako zelo, da ga vidim. Kakorkoli že, ljudje in ljudine, poslušali ste 207. epizodo podcasta, ki sliši na ime Obod, podcasta za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Mito, legalistični obrati Gegič, Igor, psihopatija majhnih okolij Harp in Aljoša, preprodajalec drogov Harlamov. Tole epizodo smo po dolgem času posneli preko spleta. Zahvaliti se moramo torej našim telekomunikacijskim ponudnikom. Hvala z moje strani Telemahu ali kaj. Če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljajte, delite in všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije in nam tam dajte tudi kakšno oceno, priporočite ga v poslušanje sodniku, ko vam prebere sodbo in če se slučajno ta trenutek, ko to poslušate, vozite s kolesom, pazi avto! Skratka, ne počnite tega, res ne, no. Nas pa res ne, kakšen drug podcast, ki ga lahko v miru tudi ignorirate po celih par minut, lahko tako poslušate, našega podcasta pa ne. Tako da, najdete nas na Twitterju, Facebooku, Instagramu, Discordu, poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu. Pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega v žanru, na platnih, med platnicami in na ekranih, o naših epizodah in policijskem nasilju. Tole je bila že 207. epizoda, naslednja epizoda bo zunaj čez 2 tedna, 25. februarja, o čem bomo govorili takrat, pa naj zaenkrat še ostane skrivnost. Hvala, ker ste nam naklonili svojo pozornost. Ne.